V galeriji Veronika je v okviru uvodnih prireditev pred 40 dnevi narodnih noš potekala otvoritev razstave v preobleko Ujeta preteklost. Hkrati so predstavili tudi knjigo o načinih pravilnega kostumiranja v narodne noše. O namenu razstave je avtorica povedala. Želeno je bilo, da pokažemo noše iz cele Slovenije in kot boste videli v tej zgibanki, ki je na voljo, se delijo na 3 velike skupine. Na panonski tip, ki je Bela krajina in Prekmurje, na alpski tip, ki je cela osrednja Slovenija, Notranjska, Dolenjska, Gorenjska, Štajerska, Koroška in tudi del Primorske spada v ta alpski tip. In seveda Istra je nekaj posebnega. In prav ta Istra je zame najbolj dragocena in zadnje leta posvečam 24 ur na dan. Celo tam živim in imam svoj krožek, 10 let vsako nedeljo izdelujemo to istrsko nošo. Ena je tukaj zadaj za mano, taka mižot, ta pahljača. To je dekliška zgornja obleka, spodaj pa pride dolga srajca s širokimi rokavi. V bistvu ta noša meni ima še vedno veliko vprašajev, veliko neznank, kam spada, zakaj je drugačna od drugih slovenskih. Tu, kar vidimo pred sabo, je vse sorte. Eni so dobre kopije originalov, eni so stilizirani, eni so površni, vse sorte je. Ker znanja nikoli ni zadosti in tudi denarja ni dovolj in ne vem, izdelovalcev v resnici je zelo malo. Vse delamo v glavnem na ljubiteljski ravni. Nobenega, zelo malo je ljudi, ki se res od tega živijo. Folklorna skupina Emona iz Ljubljane pa je zaplesala nekaj pokrajinskih slovenskih plesov.
Dr. Bojan Knific pa je predstavil knjigo o kostumiranju narodnih noš. V njej so objavljene 4 razprave. Jaz sem napisal to knjižico en prispevek o tem, kako ljudje pravzaprav dojemajo narodno nošo kot tako. Napisan prispevek je predvsem na podlagi izjav in pogovorov, ki sem imel tudi z mnogimi od vas, ki ste tukaj, in še z drugimi na podlagi izkušenj iz Kamnika, iz Govorke, in na podlagi tudi izkušenj iz Rateč, iz nekaterih drugih krajev, kjer ste ljudje tako imenovane narodne noše še zmeraj oblačijo enkrat ali pa večkrat letno. V knjižici so objavljena tudi ena taka načela, kako bi se narodne noše kot take nosile. Ena taka pravila, so sicer nekoliko hlapno zapisana, ampak vendarle, kolikor se je odboru, ki se ukvarja s pripravo prireditve, zdelo smiselno natančno stvari opisati. Potem so tudi napisane glavne pomanjkljivosti, ki jih srečamo na povorki in na drugih priložnostih, kjer se tako imenovane narodne noše pojavljajo. In jaz upam, da knjižica s temi 4 prispevki bo tudi ten doprinos k temu, da bi ljudje znali še bolj ceniti tisto, kar Slovenci imamo. Organizatorjem vseh narodnih noš v preteklih letih se je na koncu zahvalil tudi župan Anton Tone Smolika. Znali držati ekipo z dodatnimi sodelavci, ki so stroko, tako kot je dr. Knific rekel, da so v zadnjih letih, pa tudi prej niso imela nobenih sporov, ampak velika prijatelja in ga spoštujem tudi kot velikega človeka, ki Kamniku pomaga in ki pomaga tudi naši kulturni dediščini, ki jo bomo še kako potrebovali pri ohranjanju naše slovenske identitete. Naj živijo tudi narodni noše še naprej. Župan Tone Smolika bo pa seveda v nedeljo bo v Povorki, kaj bo pa naprej, bomo pa videli. Srečno! Na to se je skupaj z narodnimi nošami veselo zavrtelo.